sredo so se svetniki in svetnice občinskega sveta občine Litija sestali na svoji 17. redni seji. Ta je tokrat potekala malo drugače in sicer na terenu, v prostorih podružnične osnovne šole Sava. Pred samim pričetkom so si tako svetniki ogledali izvajanje protipoplavnih ukrepov na Savi. Kar se nas tiče, nam se je šlo predvsem, da jim predstavimo aktualno dogajanje v naši krajevni skupnosti, kjer potekajo vsa ta dela, popoplavna sanacija, ker se nam zdi, da takole ena na ena oziroma na takšnih sestankih na terenu lahko lepše predstavimo napredek. Kakšen pa je bil sam odziv svetnikov? Mislim, da pozitiven. Videli so vsi, kam dejansko, kako vas naša napreduje, kako potekajo vsa ta dela in podpirajo razvoj še naprej. Poleg voda terenskega ogleda, ki je predvsem bil namen, da se občinski svetniki seznanijo z razmerami na protipoplavnih ukrepih v naselju Sava, ker je bilo eno izmed naselij, ki je bilo med najbolj prizadetimi ob avgustovskih poplavah leta 2023, je bilo zagotovo zelo pomembno sprejetje podrobnejšega prostorskega načrta za obvozno cesto v naselju Gabrovka, za nadaljne aktivnosti, da se v Gabrovki pride do ustrezne obvozne ceste in se razreši obilico prometnih zamaškov v samem res ožjem središču samega naselja. Zagotovo je izjemno pomembno tudi sklep o določitvi nove ekonomske cene na področju predšolske vzgoje. Ne glede, da se ta cena sicer povečuje, se pa povečuje bistveno manj, se pravi samo za polovico predlaganih povišanj, ki so bile za strani vrtca, ostalo prevzema, se pravi občina, občinski proračun, z namenom, se pravi, zagotovitve ustrezne in pa dostopnega predšolskega varstva za naše otroke, predvsem pa tudi družinam prijazno predšolsko vzgojo. Zagotovo pa je bila ena izmed točk tudi inventurno poročilo, ki je bilo sicer formalnega značaja, ampak kljub vsemu mogoče ključni poudarki. Še vedno je občina finančno stabilna, zagotavlja to finančno stabilnost ne glede na pomembne investicijske projekte, ki jih imamo, hkrati pa tudi vsako leto znižujemo višino zadolževanja.